Kateri so danes ključni dosežki na področju klinične celostne obravnave redkih bolezni, pri čemer pa seveda želim postaviti tudi podvprašanje, in sicer glede izzivov, kajti verjetno teh kljub vsemu nikakor ne zmanjka. Dosežkov lahko ponosno rečem, da je veliko. V zadnjem obdobju, seveda je tudi veliko izzivov, v zadnjem obdobju velik dosežek pri diagnostiki redkih bolezni. V Sloveniji imamo najsodobnejšo tehnologijo v namen analize in iskanja vzroka genetske bolezni, tako da je to laboratorijsko delo izrazito napredovalo. Dosežke lahko naštejem tudi na kliničnem nivoju. Če govorimo o Centru za redke bolezni, ki se nahaja na Pediatrični kliniki, Univerzitetni klinični center Ljubljana, smo od konca lanskega leta odprli nove prostore za delovanje genetske ambulante za klinično genetiko in delno še za delovanje psihološke službe vezane na Center za redke bolezni. Nadgrajuje se presejalno testiranje novorojencev, tudi tu smo ponosni, to delo gre naprej. Prav tako del Centra za redke bolezni, vzpostavljanje registra, razvoj registra, tudi tu se razvijamo. Delujemo že izven pediatrične klinike, namen je seveda, da gremo še naprej v druge ustanove v Sloveniji, ki se ukvarjajo z genetsko diagnostiko in vodenje oseb z redkimi boleznimi, z genetskimi boleznimi. Veliko je izzivov, nadgrajujemo našo spletno stran, kontaktne točke. Tu je še nekaj dela. Izziv je vedno iskanje kadra, iskanje prostorov, potreb je vedno več, tako da bo treba še delati na tem področju, ampak mislim, da smo tako rečeno na dobri poti, potrebujemo pa še truda in podpore. Omenili ste nadgrajevanje presejanja novorojenčkov, kjer je Slovenija že sedaj zelo dobro uvrščena, tudi primerjalno na mednarodni ravni. Morda samo vprašanje, v kakšno smer gre tovrstna nadgradnja, gre za vključitev novih obolenj, novih sklopov obolenj? Tako, presejalno testiranje novorojencev je res na nivoju najsodobnejših držav, ki ima to že uvedeno. Prizadevamo si, da vključimo seveda vedno več bolezni, za katere je možno ukrepati že v neonatalnem obdobju, v namen izboljšanja kvalitete življenja otroka oziroma družine. V program presejanja novorojencev se vključuje presejanje za tiste bolezni, za katere so možni zgodnji ukrepi, že v seveda neonatalnem, v otroškem obdobju, in za katere obstajajo orodja, da lahko ukrepamo v tem smislu.